Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena navsezgodaj še v temi k grobu in je videla, da je kamen odstranjen od groba. Teda je stekla in prišla k Simonu Petru in k drugemu učencu, ki ga je imel Jezus rad, ter jima rekla: Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili. Peter in oni drugi učenec sta šla ven in se odpravila k grobu. Skupaj sta tekla, vendar je drugi učenec Petra prehitel in prvi prišel k grobu. Sklonil se je in videl povoje, ki so ležali tam, vendar ni vstopil. Teda je prišel tudi Simon Peter, ki je šel za njim in stopil v grob. Videl je povoje, ki so ležali tam, in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi, vendar ni ležal s povoji, temveč posebej zvit na drugem mestu. Teda je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel v grobu, in videl je in veroval. Nista še namreč umevala pisma, da mora vstati od mrtvih. Nato sta se učenca vrnila domov. Marija pa je stala zunaj pred grobom in jokala. Med jokom se je sklonila v grob in zagledala dva angela v belih oblačilih. Sedela sta eden pri vzglavju in eden pri vznožju, kjer je bilo položeno Jezusovo telo. Rekla sta ji: Žena, zakaj jokaš? Dejala jima je: Mojega Gospoda so odnesli in ne vem, kam so ga položili. Ko je to rekla, se je obrnila in zagledala Jezusa. Stal je tam, pa ni vedela, da je Jezus. Jezus ji je rekel: Žena, zakaj jokaš? Koga iščeš? Mislila je, da je vrtnar, in mu rekla: Gospod, če si ga ti odnesel, mi povej, kam si ga položil in ga bom jaz odnesla. Jezus ji je dejal: Marija. Ona se je obrnila in po hebrejsko rekla: Rabuni, kar pomeni učitelj. Jezus ji je rekel: Ne oklepaj se me, kajti nisem še šel gor k očetu. Pojdi pa k mojim bratom in jim povej: odhajam gor k svojemu očetu in vašemu očetu, k svojemu Bogu in vašemu Bogu. Marija Magdalena je šla in učencem sporočila: Gospoda sem videla! In to, kar ji je povedal.